Jaz sem šel v Masterchef, ker sem sam sebi rekel, da pač zame to ni reality show, ampak je kuharsko tekmovanje, ki se prenaša po televiziji. Kolikrat si moral v teh izzivih mogoče iti ven iz svojega območja ugodja? Tako, rogljiček je full cool oblika za sen. Že sam po sebi je dober, če ga pa še dodatno nadevaš s stvarmi, bo še boljše. Se čisto strinjam. To je bila moja strategija, v bistvu, za prijeti skozi tekmovanje. Pač nisem hotel biti nikoli v povprečju, zato sem imel vedno kakšne odbite ideje. Pol malo rukole. Granatno jabolko bom pa za konec prišparal. Moj jasen cilj je bil tako, če zmagam Masterchefa, mislim, da lahko prijem prej do svoje kmetije, ker je imela tako sladko kislo in se bo super ujelo s kremnim namazom, pršutom. Prav se, da si želiš zelo tak zero waste, ne? Se pravi hrano, prehranjevanje brez odpadkov, temelječo na lokalnih sestavinah. V bistvu na kmetijo želim iti zato, da bom tam kuriral svoje življenje, pač naredil dejansko manj smeti, več sam pridelal in imel večjo kontrolo nad sestavinami. Tako da zares si želim zgraditi en tak samooskrben raj. Lepo pozdravljeni. Gledate ali poslušate Šparov podcast po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo predstavili svoje raznolike življenjske sloge in nam predstavili slastne sendviče. Danes z menoj tukaj za mizo zgornjesavinjski Primorec, veslač, oglaševalec, mojstrski kuhar, nadebudni kmetovalec in pa višinski arhitekt. Opomba pod črto, stolpe gradi iz profiterol, ki zaenkrat niso pravno veljavno gradbeno sredstvo, ampak mu uspeva. Luka Pangos, lepo pozdravljen. Čau. Živjo. Deva s tem začeti, s temi stolpi. Pač jaz priznam, da Masterchefa ne spremljam več kot novice, pa pač nisem zelo televizijski človek, kar se tiče teh produkcij, ampak sem videl tako zelo bilo izpostavljeno to, ne pač meni je paratel ta krokambuš, ne, to je pa zdaj prvič v 10-letni zgodovini Masterchefa, da je pa nekdo se lotil tega in da mu je tudi uspelo. Kakšna je zgodba tega stolpa? Kaj, je to res tak velik, strašanski izziv, da si bil prvi v zgodovini Masterchefa Slovenija, ki je to uspešno opravil? Ja, dejansko pač, jaz sem vedel, da nas čaka, da enkrat bomo dobili ta krokambuš v 10. sezoni, valjda jubilejna sezona, pač mora biti nek klasičen izziv, ki se pojavi v vsaki sezoni in dejansko, kakor vem, ga še nobenemu posamezniku ni uspelo sestaviti do konca, do vrha in jaz sem vesel, da mi je pač res tako, pač ni bil čisto popoln, ampak že to, da je veš, stolp, zgradil sem stolp in si ponosen kot fotor, veš, kot končan domač projekt, pač, tako da je bil ta izziv in pač pričakoval sem ga, nisem mislil, da ga bom tako hitro dobil in se nisem ful dobro pripravil, ampak tako, ko sem ga zgradil, je bilo pa res tako, veš, 2 uri pa pol in mic drop. Za koliko je bilo tega, se pravi statika? Si imel kakšen tak poseben trik, recimo, če si bi kdo zdaj doma želel to ponoviti, kakšna finta, bi rekel mojsterska, kako si olajšati delo? Mislim, ja, dejansko je fora, pač trik, ki sem ga enkrat previdel, kako dejansko lahko dokončaš krokambuš, je, da si vnaprej sestaviš, se pravi, količino kroglic, ki bo v vsakem nadstropju posebej. Ker polko gradiš, je tak panika, pečete una karamela in moj trik je bil, da pač se nekole jaz hočem postaviti ta stolp, jaz sem dal toliko karamele, da bo ta zadeva zabetonirana tam način, da bo stala. Tako da, ja, fulene karamele, pa dobro sem si pripravil plan, kako ga bom gradil, ker to dejansko mora biti 66 profiterolov točno. Aha, in v vsakem krogu mora biti en manj, da se ti sestavi dejansko ta stožec, pač. Res. Tako da se pravi, da ne samo, da si Masterchef, si tudi eno petko pri matematiki si zaslužil zraven. Nekako tako, ja. Mo vprašal, če me na arhitekturi sprejme. Ampak kuhanje te je zagrebilo v zadnjem času kot neka poklicna pot. Kariero si pa začel v oglaševanju. Kaj te je pravzaprav pripeljalo tja, da zdaj bom pa jaz probal ljudem nekaj ali prodajati ali v nekaj prepričati? V bistvu je bila full random pot v agencijo marketinško. Pač nikjer v cilju nisem imel, da bi rad delal v marketinški agenciji. Delal sem študentski job na obali, pač bil sem natakar. Hkrati smo pa frendi imeli eno društvo, kjer smo delali take underground evente, ker se na obali nič ni dogajalo. In v bistvu prek tega sem nekako sestavil en fuljak promotorski tim na obali in so te stvari delovale. In po mojem poklicu v bistvu lastnik te agencije, tako je jaz rabim res pomoč na obali, da bi pomagal pri nekih eventih.
In v bistvu ta agencija se prej z eventi ukvarjala. In tako sem jaz nekako prišel. Pa je enkrat bil klic, kaj če bi se preselil v Ljubljano, prišel delati v agencijo in sestavil tak promotorski tim po celi Sloveniji. Tako da dejansko sem jaz v marketingu začel delati tako, da sem postavljal dogodke. Imel sem promotorski tim, pa tepih sem postavljal na kolenih. Tako da to je bil od začetka. Ja. In pol, kako sem v bistvu prišel v svet oglaševanja, to je bila pa gospa korona, valjda, dogodki so se ugasnili, nismo vedeli, kaj bi delali. Pa smo rekli, če znamo delati marketing prek dogodkov, bomo znali verjetno tudi drugače delati. Ne? In tako so začele pol marketinške kampanje, produkcije in te zadeve, kar me je najbolj zanimalo. Ampak kaj, ta kuhanje je pa skos nekje zadnji tlev, verjetno ni bilo to zdaj, ne, da si rekel, vidim reklamo za Masterchefa, kaj če bi jaz kuhal, ampak si se verjetno dalj časa poigraval s hrano in ustvarjal z njo. Ja, v bistvu sem bil fan od Masterchefa tako že od štarta, od prve sezone sem ga gledal, spremljal slovenskega Masterchefa in skozi mi je bila želja se nekako prijaviti, ne, ker tako nekako vedno sem imel boljše ideje, kot so imeli tekmovalci, ko sem gledal, pač tipičen kavč komentator sem bil. Jaz bi ga tako predriblal. Točno to. In punca je bila vedno daj pej pokazati, kaj samo govoriš. Ne. Dejansko se mi bilo ful težko izpostaviti, nisem hotel, prej sem živel dosti bolj privatno življenje, ne, in meni je bil ta del, pač iti na TV se izpostaviti, a si jaz to želim, bo meni to koristilo v lifeu, ne. Cel čas sem pa ful rad kuhal in pač, ko sem se odločil, da bi rad šel v kulinariko, sem na koncu videl, da bom mogel pač verjetno prve 2 leti sekljati zelenjavo, pa pomivati posodo, ne. Mislim, čak sekljanje zelenjave je 3 let. Sekljanje zelenjave je 3 let. Ne, ampak nisem hotel še ene stvari štartati od začetka, tako ko sem štartal evente s polaganjem tepiha, ne, in sem rekel pač, da jaz bi rad to malo preskočil in takrat mi je Masterchef ratov dejansko zanimiv, ker sem videl, da zna biti neka odskočna deska. No. In kaj si videl, zbiramo prijave in si rekel, zdaj pa grem na glavo noter in kar se zgodi, se zgodi. Tako nekako. V bistvu sem imel celo poletje, jaz sem dal takrat odpoved v službi, ne, in nisem vedel, kaj bi počel, in sem se zelo malo fraj poletje, sem rekel, da grem na zavod, pač toliko, da se zventiliram, prijem nazaj k sebi in vmes valjda Masterchef, bi se prijavil Masterchef, če kdaj, je zdaj odlična prilika, da se prijaviti v Masterchefa in sem imel ful čas odprto prijavnico in jo nisem poslal, dokler niso zaprli prijav. In pa sem tako, dej pošljem pa vidim, kaj se zgodi, pač se mogoče pa naslednje leto ali pa nekaj, pač tako, ful je bilo na blef in mene kliče oni v 20 minutah, tako, pridi na audicijo. Tako, okej, pridem. In pol, kar naenkrat, tako v bistvu v enem tednu sem se ful hitro odločil, da grem v to, ker to je dedikacija, ne. Ti greš za kar nekaj mesecev to snemati, pustiš se za sabo in se moraš odločiti in posvetiti nekaj časa temu. Ja, je pa zdaj del časa pravzaprav prav preživite, ne, v hiši, noter potem, ko prideš v določen ožji krog tekmovalcev. Koliko ste pa imeli vsem, kljub temu, da ste morali tam stanovati, koliko ste imeli zasebnosti, ne? A so tam tudi vam kamere skozi čez ramo špegale ali ste ohranili čas zase? Jaz sem šel v Masterchef, zato ker sem sam sebi rekel, da pač zame to ni reality show, ampak je kuharsko tekmovanje, ki se prenaša po televiziji. Ne? In pač dejansko ni kamer, ne? Ni v hiši kamer, ti imaš popolno privatnost in vse. Dejstvo je samo, da si tam noter, da pač si v bistvu v nekem mehurčku, da tam delaš, kuhaš, vadiš med sabo in vse to, tako da zares imamo ful časa za izobraževanje in učenje, noben nas pa ne nadleguje med tem. Dejansko samo kar vidiš v oddaji, to pač snemamo. Tako da zaradi tega je bilo to cool in pač ne bi šel drugače po moj reality show, če bi kakorkoli posegal moja zasebnost. Ja. In tukaj ste se pa tudi verjetno že prej sta postala cimra, sta se z Juretom zelo ujela, ne? Mrki tim. Zakaj mrki? Zdaj jaz to sprašujem kot človek, ki ni redno spremljal, ker več, ne vem, iskreno povedano se mi ne zdiš preveč mrk, ne? Bi rekel, bolj vedri tim bi bilo bolj, ne? Ja, ampak ne vem, fora je bila samo to, da Jure je bil dostikrat pač tak mrki, ne? Pač dokler ni dobil svoje kave ali pa mu kaj ni bilo pogodo ali pa karkoli, jaz sem ga dostikrat pač tako, jaz mrki pokličem koga, pač malo tako, ne vem, malo jezno zgleda in ga hoče spraviti v dobro voljo, pa vedno mrki dej pač, ne, kaj je. In pol avtomatsko on mene nazaj začel klicati, ker sploh ni štekal, zakaj mu to govorim ali pa karkoli, in pol so kar randomly postala pač mrki. In produkcija potegala mrki. Mrki 2, evo, pač tim. In ja, bila so cimra, od štarta so se dobro razumela, ker v bistvu sem pri njemu videl, da on šteka hrano, šteka okuse in zato mi je bilo ful jako pač z njim sodelovati in brainstormati, ker sem tako sam prišel do ful hudih novih idej, pač, ker enostavno jaz sam sebe, kdaj težko spravim uno kreativno miselnost in rabim nek trigger, da padem noter. Evo, to mi je všeč to, kar si rekel, pač, da štekaš okuse, da štekaš hrano, ne? Se pravi, če se vrneva tudi v čas pred samim Masterchefom, kako si sam dejansko spoznaval hrano, kako si se učil, kaj se zgodi z njo, ko jo podvržemo določenim procesom,
Koliko študiozen proces je bil to zate, že v preteklosti? Jaz se na splošno rad lotim stvari precej analitično, pač rad raziščem in grem v globino. Sploh, ko me neka stvar zanima, pač sicer imam ful enih interesov in hobijev, ne, in pač to, da je dostikrat se vržem noter, zapravim ful denarja in pol tako, neka nova stvar, gremo delati nekaj drugega. Ampak pri hrani je bilo vedno tako, da sem probal razumeti, kaj se dogaja. Pač dojel sem, da je kuhanje dosti ene fizike in kemije in sem probal razumeti, zakaj so procesi. Pravi, ne skuhati samo recepta po receptu in pol biti na koncu, pečica je kriva oziroma polna krivati nekaj narata. Pač ne, zelo verjetno, da ste nekaj v procesu zafrknil. Pač ful je korakov, ful stvari gre lahko narobe med kuhanjem. In jaz dejansko probam razumeti te procese in kaj se s hrano dogaja, da ko kaj zafrknem, vem, kako naslednjič tega ne bom zafrknil. In to je tudi nekako moja filozofija, kako postati boljši kuhar, da se ne ukvarjaš samo z recepti, ampak probaš tekati procese. Se pravi, gradiš osnove in pol lahko si začneš sam eksperimentirati iz tega. A se pravi, si imaš tudi doma, si vse te neke naprave v procesu preučavanja, zdaj bomo pa fermentirali, pa imamo 50 različnih fermentacij, pa gremo še v laktofermentacijo, pa zdaj bomo suvit, pa bomo tlele, 4 dni neki na 20 stopinj plazali in tako naprej. Koliko je do tega raziskovanja? Ogromno do tega raziskovanja, prvo, da smo ful majhno stanovanje, ful majhno kuhinjo, ampak še vedno imam boljše opremljeno kuhinjo, kot marsikatera profi kuhinja, dejansko imam pod poslu 3 velike škatle aparatov, naprav in vsega. In zelo študiozno sem se vedno lotil teh stvari. No. In pač to pri meni, to, da sem šel za 10 ur na dan za vikend v kuhno in pač razturil vse, je bilo čisto nekaj običajnega in to je pač moja terapija in največji hobi bil od tega. Evo, zdaj, ko si rekel, da imaš te 3 škatle, kaj sem pa mogoče nekaj, bi rekel, 3 aparate, če bi jih izbral od tega, ker se pa zdijo res nepogrešljivi, da ne bi znal ali pa ne bi mogel brez njih, ker ti to ali olajšalo delo ali pa dajo neko res tako dodatno vrednost pripravi hrane. Mogoče ne bi tako postavil 3 aparate, ampak dejansko rabiš po moje tako 3 stvari za res bolj obvladati domačo kuhinjo. In to je prvo dober nož, za katerega znaš skrbeti. Ena dobra navadna. Se pravi, vsak dan ga lepo položiš v pomivalca, ne? Pa daš na 60. Za vsak slučaj. Ne, se pravi, oster nož, dober nož, z dobrim jeklom in znati skrbeti za njega. Potem bi rekel, da je res ena dobra nerja večja ponev z debelim dnom. Pa tudi rekel, ena dobra deska. Ena taka, veš, dovolj velika deska, da imaš delovno površino in da te začneš in pač to se mi zdi osnova za postati boljši domač kuhar. Evo, se pravi, ni treba zapravljati cele gmote denarja, ampak predvsem študiozno. Koliko je pa pri kuhanju to eksperimentiranje? Ne? Se pravi, zdaj, kakor se gleda, se pravi, imaš primorski konc, imaš Gornji Grad, ne? Tudi družino, se pravi, vlečeš iz teh 2 nekih tradicij. Koliko vpliva ta tradicija, te jedi, ki si jih dobil od babic, dedkov, družine, pa koliko potem iščeš nekaj novega, nekaj bolj eksotičnega? Meni se zdi, da so babice nona, da sta babica in nona zelo vplivali name z okusi in to srečo vam, da ste vedno dobro kuhali. In pač se mi zdi, da ti, če imaš v glavo pač privzgojeno pač to, da ješ dobro hrano, ti sigurno pomaga pač iskati to naprej pri vseh ostalih eksperimentih, ki jih delaš. Ne. Definitivno pa je, da pač babice kuhajo po starem, ne, po navadah, ne, po vsem. In jaz sem pol vedno iskal, kako te njihove jedi izboljšati, kako. In pač zdaj, ko sestavljam v bistvu menije, pa vse to, še vedno se dostikrat najdem, da se pač ozrem nazaj na neke spomine, kaj je, zato da mi naredi kreativni trigger, ok, zdaj pa iščem ta okus oziroma zdaj hočem drugo sestavino, ampak na ta način uporabiti, recimo. Tako da ogromen vpliv ima ta v bistvu, res. Meni še to, kar si omenil, to je iskanje nekih spominov, ker se zdi, da hrana je res en tak, bi rekel, lahko zelo sprožilc nekih lepih spominov, ki jih imaš. Recimo, jaz sem se nekoč zgodilo v Milki, sladica, ki si tako probal, ne, kaj je to, ne, ki si bral sestavine, si rekel, ok, to pa to, ne, in pa, ki si probal, si tako dobil, to je ta bela kava, proja, s kruhom not namočenim, ta maslo, marmelada, tako zajtrk pri babici in dedku, ki si bil star 4 leta. Kaj so mogoče neki tvoji te kulinarični spomini oziroma spomini okusov, ki te takoj vrnejo v otroštvo? To so sigurno neka jajca z ocvirki, ki je babica, domača jajca, domači ocvirki, veš, da pač ne more biti slabo, njen domač kruh, pač to je tako core memory, pa pol recimo kakšne te šnite, veš, tako popečene te, v jajcu s cukrčkom, tudi bomba, res, to so ful mastne take stvari, ne, ampak pač
to me vedno vrne nazaj. Pač takim okusom se rad vračam, ker tako, jaz nasplošno govorim tako, Slovenci smo z dobrimi sestavinami ravnali precej slabo vedno. Pač mi res znamo iz preprostih stvari, da toliko ne ljubezni noter, časa in tehnik, da pol skuhamo dobro hrano. Ne? Ker če tako pogledaš, mi nimamo tradicionalnih hrani, nobenih nekih ful dragih rib, jastogov, lososov in vse, ne? Ampak so bolj pač domače kmečke jedi, ne? Pražen krompir, krvavice, take zadeve. Ne? In tega stvari rad držim, pač to je moje okolje in tako bi rad tudi naprej kuhal. No, tako bi rad tudi naprej kuhal. Ne? Zdaj, mogoče se bova pa še vrnila malo k MasterChefu, ampak tvoji načrti so zdaj na kmetiji. Ne? Dobila sta svojo partnerko, imate zdaj kmetijo, končno, a pa se je delo tam že kaj začelo, ali to pravzaprav zdaj sam še stoji in čaka, da spravite v pogon? Stoji in čaka, v bistvu, ker se še vedno ukvarjam z birokracijo, pač papiri trajajo enostavno, tako da zdaj v bistvu finiširam celoten nakupni proces, hkrati pa že valjda potrebujem arhitekta, delam pač v nekih teh sferah, da probam pač čim prej zagnati neke stvari, oziroma da čim prej dobim gradbeno dovoljenje in jaz srčno upam, da lahko spomladi začnem že kaj delati. Ne? Ampak zdaj pa dejansko na kmetiji že ogromno sadja imam nekih jabolk, breskov, takih zadev, to mogu iti pobrati, hočem kakšen sok stisniti, ampak enostavno tako časovno sem zdaj kar zabezeten z vsemi ostalimi stvarmi in je kar izzivno začeti kaj delati. Tako. In kakšni so načrti? Pač, bral sem, da si želiš zelo tak zero waste, ne? Se pravi hrano, prehranjevanje brez odpadkov, temelječo na lokalnih sestavinah. Ja, jaz sem dejansko, moja ideja je iti živeti na kmetijo, zato ker sem gotovo, da v mestu v bistvu precej težko živim trajnostno. Oziroma, ali je to drago, ali mi porabi ogromno časa. V bistvu na kmetijo želim iti zato, da bom tam kuriral svoje življenje, pač naredil dejansko manj smeti, več sam pridelal in imel večjo kontrolo nad sestavinami. Tako da zares si želim zgraditi en tak samooskrben raj. Se pravi, in polka bojo prišli gosti, k tebi se bojo usedeli, ali bojo morali tudi, to sem pa tudi nek slišal, da jih bojo, da misliš kar malo ponuditi, da tudi sami kakšno stvar utrgajo in da sami nekako spoznajo ta proces, ki privede od tega, kar zraste v naravi, kar dobivamo v naravi, do potem tega, kar se znajde na krožniku. Jaz bi goste definitivno rad vključil. Zdaj, to v taki meri, kot si bo tudi sami oni želeli. Pač verjetno en si bo pač bolj predstavljal prijeti pač malo bolj chillat, pa pač dati mir, pa se pustiti razvajati. Tistega, ki bo pa zanimalo, pa bi ga z veseljem vključil vsakodnevna dela na kmetiji, kako kaj pridelamo, kakšne delavnice, tako, ampak usput skozi dan, pač se pravi spoznavati neke stvari, kar se v tistem momentu dogaja na kmetiji in da to oni spoznajo. Se pravi, jaz ne bi imel samo spanja pa hrane, ampak dejansko celoten experience na kmetiji in da so ljudje vključeni v ta experience. In jezdenje lam je noter. Jezdenje lam. Pač res si želim imeti kakšne lame ali pa alpake, ker so mi tako zabavne živali. Veš to, da prije nek gost na kmetijo, vse njega mora popljuva tam, tako s prve. Ampak ja, bom videl, kam bo še šlo vse. Pač to, zares imam furnih planov pa idej, ampak vem, da vsega ne bom sfural. Ne. Pač moram videti, pač dejansko, ko bom prišel gor, bom tudi moje malo začutil, kaj bi bilo ok, kaj bi šlo boljše, kje se bom bolj najdel. Tako da stvari so še res odprte. No. Ja. Zdaj, pri tem projektu, pri tej kmetiji, ki jo nameravaš zalaufati, je dejansko pač potrebna, za karkoli novega, potrebna prepoznavnost. Se pravi, ko si se ti prijavil v MasterChefa, si imel tudi to zelo verjetno vzad, se pravi, ne samo dokaz, da ti nekdo reče, ki se ukvarja profesionalno s kuho, ja, Luka, ti znaš dobro kuhati, ampak pa pridobivanje novih znanj, ampak verjetno tudi to. Pač je možnost, da mi ljudje spoznajo, se pravi, da mi je lažje potem vseeno zaštartati nek resen prehrambeni projekt. To je bil moj cilj, ko sem šel. Mislim, to je bil resen trigger, zakaj sem potem poslal prijavnico, ker sem imel jasen cilj, kaj hočem s tem doseči. Moj cilj ni bil samo zmagati MasterChefa in potem pač nekaj kuhati naprej, ampak moj jasen cilj je bil tako, ok, ja, če zmagam MasterChefa, mislim, da lahko prijem prej do svoje kmetije. In zaradi neke finančne stimulacije in pa zaradi tega štempla, da tako nekdo pove, ta fant pa zna kuhati, pač vredno ga je obiskati nekje 1,5 ure stran, od Ljubljane, recimo. Se bomo zapeljali do tja. Koliko vam pa je pravzaprav dal MasterChef kot nekega znanja? Ker verjetno pač ni to samo tisto, kar vidimo, ko pripravljate, pa pridejo pač potem pride žirija zraven sodnike, pa reče, tole bi moral tako spremeniti. Verjetno imate tudi že med samimi pripravami kar nekaj dela, tudi neke master klase so vam letos organizirali. Tako, organizirali so pač tako v bistvu MasterChef je res eno tako izkušensko okolje za se učiti o hrani. Ti greš tam za kar nekaj mesecev, okoli imaš ljudi, ki razmišljajo samo o hrani, ker vsi imamo isti cilj, ne borimo se za onih 50 jurjev in vse. In dejansko padeš tam mehurček, ne ukvarjaš se s stvarmi, ki se dogajajo doma z družinskimi zadevami, ki si vseeno malo bolj izoliran in zato ti 24/7 razmišljaš o hrani. In tako po mojem, tudi če greš ti v kuharsko šolo, pač ne razmišljaš toliko o hrani, ker se dogajajo še druge stvari. Tle si pa res pač ok, ne, to jutri bo pač izziv, lahko izpadem, pač
razmišljaš o hrani, ful. In hkrati tudi dosti vadiš, ne? Mi smo bili skupaj, kuhali, izmenjevali znanje, dodatno delali, testirali jedi in enostavno pač v teh mestih se toliko naučiš, da jaz priporočam Masterchefa res v bistvu vsakemu kuharskemu navdušencu, ki si lahko privošči vzeti čas za to. Kakšni pa so recimo te izzivi? Kolikrat si moral v teh izzivih mogoče iti ven iz svojega območja ugodja? Vedno. To je bila moja strategija v bistvu za prijeti skozi tekmovanje. Pač nisem hotel biti nikoli v povprečju, zato sem imel vedno kakšne odbite ideje. In do zadnjega nisem dal mi bojo ratare. Dostikrat sem delal kakšno stvar prvič tam. Ne? In pač rekel sem, še ne drugega, bom imel vsaj odbito idejo, zdaj če ne rata, ne. Se pač nisem profi kuhar, ne? Ampak vedno sem hotel pa vsaj z idejami izstopati in pokazati nekaj drugačnega, ker takšen sem, tako nasplošno tudi ravnam v življenju. In koliko je bilo pa mogoče tudi pomoč tega zraven, za to sproščenost, to, da si vedel, da imaš tam to imuniteto, ker si se zelo zgodaj priboril, da je neka pač, bi rekel, varnostna blazina, na katero lahko padeš, če vidiš, da se ti pa mogoče res vse skupaj sfižil. To je bila res tako občutek varnosti v ozadju, ker sem bil tako, lahko še malo več riskiram. Tudi ko sem bil začetvenim izzivu, ne rabim biti tako, čisto safe pot, pa da se tresem do konca, ne. Čeprav je pa ta imuniteta vedno to je nek psihološki pritisk dodaten, ker pač iti domov z imuniteto, pač to si ne moreš privoščiti, ne. In pač tako, nekako sem bil tako cel čas, šparal sem na imuniteto do zadnjega in tokrat sem se tresel, to je pri Krokenbušu, ne, pač sem bil tako, pismo stolp sem naredil, ni popoln, ampak sem naredil stolp in ne bom je izkoristil, veš, sem šel len in tvegal dejansko, ne. Evo, in se je obrestovalo. Ja. Koliko je bilo pa pol na koncu, ne, zdaj, vi ste bili zelo taka kolegialna generacija, koliko je bilo pa potem vsem v teh pol zadnjih, ne, ko ste bili 3, 2, koliko je pa vse neke tekmovalnosti? Bolj kot tekmovalnost bi rekel, da je bila ona tako živčna vojna, ne, recimo tako malo, ker tako še vedno nismo tekmovali, ker na koncu si bil tako, da je se na koncu tisti, ki pač najboljši skuhal, on bo šel naprej, unik v kaj zafrkne, bo šel domov in to je bil tudi največji stresor, ne, to, a bom zafrknil, se bom jaz najdel za izziv v unih parih minutah, ki ga imaš tam se spomniti. Tako da zares nisem čutil neke te tekmovalnosti med nami, ampak definitivno se je pa vsak malo bolj zavlekel, vsak svoj kot, manj si izmenjeval recepte, ne, ker zdaj pa zdaj pa res zares. Pač, zdaj pa ni več časa za deliti recepte, oziroma riskirati, da ti bo kdo drug pobral kakšno hudo idejo ali pa kaj. Tako smo vse pikico bolj po moje izolirali, ampak hkrati smo bili še vedno v tem vibu, pač najboljši bo zmagal. Pač se tako, zadnji krožnik šteje. In pač to je res cool pri Masterchefu. No. In letos sem bil vesel, da res ni bilo takih, ki so tikali polena pod noge pa neke take zadeve, ker mislim, da to ne sodi v to oddajo. No. Pač so drugi šovi po moje bolj primerni za take stvari. To je pa družinska oddaja, ki gleda folk. Zdaj, če imaš polena, jih daš v kamin, jih daš v peč, ne pa pod noge. Nekaj skuhaš gor. A pa je bilo bil težji pritisk teh, ne vem, rekel, zadnjih 2, 3 krogov? Je bilo težje potem tiste nekog meseca, 2 od takrat, ko ste posneli, pa do takrat, ko je v javnost prišlo, ne, da si mogel okoli hoditi, pa a ti si Masterchef, kako je pa bilo? Mene še vedno bi rekel, da v teh zadnjih 3 tednih je bilo več stresa, ker pač to je šlo dejansko zares, ne, pa je tako feeling zmagaš, ti si full in tako noben ne ve za to. Tebi se dogaja, pač priješ domov iz Masterchefa in tako ti manjka ta adrenalin, veš, vse, kar se ti je zgodilo, vse. In pol valjda hodiš okoli in pol takrat je sezona začela prihajati ven, precej dobro mi je šlo in valjda folk ful zanima. Pač v bistvu sploh ne bil si v Masterchefu ali karkoli, kdo je zmagal? Si zmagal. To itak. A si zmagal? Pač kdo je zmagal? Ne, pač vse si zmagal nekako. In ti valjda imaš ful težko pogodbo zadaj, pač nočeš izdati, ker tudi sam sebi plivaš v skledo, ker pol avtomatsko oddaja ne bo več zanimiva, če daš to informacijo ven. In to je bilo kar zahtevno. In kaj je bil tvoj odgovor? Si sam rekel NDA ali si probal kaj bolj razložiti? Tako ful odvisno. Ponavadi, če so prišli kakšni random ljudje, neznanci do mene, je bil pač tako pogodba. Pač, in to je tukaj folk štekal, ker karkoli drugega si rekel. Ne, če si rekel ne, je bilo pač tako, reverse psychology. Pač tako lažeš, ne, če si rekel saj vem, da si. Ne, pač tako da nisi imel dejansko opcije. Pri frendih sem mogel biti pa malo bolj kreativen. Ne, in pač sem dejansko tako, malo sem jamral po poti, niso točno vedeli, kdaj sem končal tekmovanje, pa vse. In sem jih probal tako kreativno zmesti. In pač dejansko mislim, da mi je kar uspelo. Tako, pri večini so bili tako, pismo pri finalu smo se res že tresli, ker smo imeli feeling, da pač ne boš prišel do konca. Kako pa, zdaj sem že 2 tedna gor na balkonu, sam ždim, ne vem, pač čutim se, da bi bil v produkciji Roma in Julija. Zdaj pa ena stvar, ful me, ker sem gledal ta tvoj predstavitveni posnetek, ko ste se morali predstaviti pred začetkom Masterchefa. Ne. Sem ujel to,
ko so te v glasbi sprašvali, ne, se videl, da si omenil, da si zelo velik fan te primorske rap scene, ki je mogoče res kdaj tudi po krivici malo prezrta, ker je res zelo močno, brbotajoče tam središče. In tudi pa se videl, ne, kako ti Masaja ti je navijala zate na Instagramu pa vse. Ampak recimo, koliko je tam muzika, koliko je, ne vem, koliko spremljaš recimo od Kruh in vino, ne, ki ima od napotnika, ko on ima zmeri, nekada recepte zmeri da soundtrack zdravo, ne, pač kjer komad si nabijat. Kako ti kuriraš to spremljavo, ne, zdaj, a si nabijaš muziko, ali si tam pa si rečeš, ne, zdaj bom pa tele poslušal, veš, 2 uri tele kvasovke, kako fermentirajo noter v kruhu, pa kdaj bojo to prav zabrbotale, da vem, da je gluten na ta pravi stopni. Kako je to med v kuhi, ne, pa verjetno pač ja, nekoč, ko si pa zdaj, ko si v teh profesionalnih, tam itak nimaš časa, ne, da bi poslušal, ampak recimo, ko doma kuhaš, ja, kaj si daš zraven, kako? Ja, ne poslušam kvasov, kako brbotajo, ker je muzika preglasna, pač definitivno, pač fulno dober sound system doma, player imam za plošče, začel sem zbirati plošče tudi, tako da ja, pri meni je vedno na glas muzika doma. Tudi tako, zelo malo, rad bi več poslušal podcaste, ampak ne uspem, zato ker si toliko raje zavrtim kakšen komad, ne. In pri kuhanju pa tako, ful odvisno glede na mood, ne. Ponavadi, ko sem v profesionalni kuhinji, pa sem sam, si dosti krat zavrtim kakšno klasiko, ali pa recimo tudi kakšen Gabor Sabo, trenutno pač zelo popularen artist v mojem repertoarju za delati. Drugače pa, ko sem doma, je pa res odvisno od vibe. Jaz imam tako širok repertoar, v bistvu poslušam vse razen metala pa Balkana, pač recimo prav te orto-Balkan komade. Največ pa poslušam po moje še vedno slovenske muzike. Pač meni je res cool slovenska muzika. Ne, saj metal bi bil dober takrat, ko delaš šnicle, veš, ko moraš tovčiti. Ko tovčeš uno, a ne? Takrat prije kakšen punk upoštev, tako mogoče malo bolj punkersko sem usmerjen, stari punk. Pa si kdaj se tudi sam, glede na to, da si bil vpet v to organizacijo dogodkov, pa to si se tudi sam kdaj kaj preizkusil v glasbi? Kot najstnik sem hotel biti DJ, sem si kupil mešalko in tako ta interes je trajal približno 2 leti in potem sem gotovo, da bom raje jaz udeleženec partijev, kakor da bom tam vrtel. Pač, ja. A ti vstajaš še kaj prostega časa, ali si zdaj kot zmagovalec Masterchefa bi vsi radi, da prid k nam zdaj tole skuhati, pa mi bi te za tole hrano imeli za reklamo. Kakšen je naval, ne, naročnikov in pa, a se vas mogoče tudi med samim šovom pripravili tudi kaj na to poslovno plat, poznajo, ste se ukvarjali sam s kuharijo? V bistvu smo se ukvarjali samo s kuharijo, noben te ne pripravi na to, kaj te čaka nekako. Pač vsi govorijo, ok, se bo ful priložnosti vse, ampak ti si ne predstavljaš, s čim vse se boš mogel spopadati. Tebe se praktično čez noč spremeni življenje, dejansko dojameš, da si zmagal takrat, ko prije ven finalna oddaja in prije vsi odzivi ven, vsa sporočila, vse, kar se dogaja. Hkrati se moraš lotiti svoje nove poslovne poti, ti priješ ven, ti znaš še vedno prej, ti si amaterski kuhar, ne? Ti kot zmagovalec Masterchefa, maksimalno si kuhal verjetno za 6 do 8 ljudi, ne? Pa prijo dogodki, začnejo te vabiti 100, 200, 300 porcij, ne? Pač take zadeve, 6-hodni meni za 50 ljudi. In potem si ti spopadeš, ok, rabim plac, rabim zrihtati nabavo. Kaj vse jaz rabim imeti na dogodku, pač zato, da bo tam vse špilalo, po hasapu, po pravilih, vilčke, prtičke, veš, vse te zadeve. Odpreš svojo firmo, začneš se s tem spopadati, ne, in tako. Tako da v bistvu je precej pestro, no, in res čez noč dobiš to prepoznavnost in meni je ful težko, tako jaz še vedno ne dojemam, da sem zdaj kar pač prepoznaven, da sem kar zdaj neka javna oseba. Jaz sem vam čisto za navadnega Lukata, kot sem bil pol leta nazaj, ne, ampak ja, valjda dobiš pa ta nek vpliv in po mojem s tem prije tu neka odgovornost, no, vsaj jaz jo čutim. In kakšna je ta odgovornost, sem prav kaj, da ne sprejmeš, ne vem, mogoče oglaševanja za neke stvari, s katerimi se ti osebno ne strinjaš, ali če naročnik ni ta pravi, kako to izbiraš pol? Tudi to, ne, dejansko moram imeti ogromno enih kriterijev, kako zbrati naročnike pa vse, ker s tem se v bistvu ukvarjam, ker jaz prej nisem bil vplivnež, ne vem, kako se s tem dobro spopadati in vse, in zdaj to hočem nekako na svoj način narediti, ne, in dosti se ukvarjam s tem, kdo je pravi naročnik zame, ne, koga izpostaviti in vse, ampak trenutno sem res zadovoljen z vsemi sodelovanji, ki sem jih dobil, no. Ampak odgovornost je tudi spet drugače, ne, folk te najame s to, da mu ti organiziraš praznovanje, ne, hrana, pijača, veš, to je nek centerpiece pač samega praznovanja, ne, in ti pač dostaviš tega, kar si on želel in ne zadovoljiš gostov, ti bo lahko uničiš praznovanje, ne, oziroma pač tudi, če kaj zaserješ pri pripravi ali pa kaj, oziroma tako, je pač se lahko vplivaš dejansko na zdravje gostov, ne, in pač dejansko ti kot kuhar imaš neko odgovornost zraven, da spelješ te zadeve properly, ker si en velik del
v bistvu teh dobrih momentov ljudi, ki so si radi izberemo ob hrani pa pijači. A pa se pa pri teh naročilih mogoče pozna ravno to, ne, ta iz Masterchefa, da ti reče, a lahko narediš jed iz 4. dela, tista izgledala super. Koliko je tega, oziroma koliko ti dajo neke proste kreative, da se sam odločaš glede na dogodek, kaj boš postregel in skuhal? V bistvu mi puščajo ponavadi precej svobodno pot, se pravi, jaz vedno vprašam, kakšni so neki njihovi cilji, ideje, kaj imajo radi, zato ker se meni zdi, da moraš ti za ljudi kuhati to, kar imajo radi. Pač ne, pač ti samo all out, pač nekako to. Danes bomo imeli peno iz prašičjih repkov. Ja, prav to. In ja, so tu pa tamkajšnje želje za kakšno jed, da si zelo zapomnil in pač tako, wow, jaz bi to probal. Pa par teh res hit jedi predstavljam okoli, sploh ko imam te neke več hodne menije ali pa neke take zadeve. Ampak ljudje imajo dosti krat tudi napačno predstavo. Ne? Oni bi, mi bi en tak masterchefovski meni, ne? In pol ti to sestaviš, ampak oni štekajo, da ti tam v masterchefu, ko kuhaš, rabiš ogromno pripomočkov, časa in pač so tudi drage sestavine. Ne? In ko ti narediš kompletno jed, ko greš v tako zadevo in na koncu veš pol prebiješ ponudbo in pol, tega si pa mi nismo predstavljali. Ne? Sem rekel, se vam lahko naredim tudi za pol cene, ne? Sem pač bo drugače zgledal meni, ne? Ker porabim pol manj časa, pa pol manj drage sestavine. Ne? Tukaj se dostikrat najdeš, ker v bistvu ljudje ne razumejo, kaj vse je v ozadju in kakšne stroške za sabo prinese v bistvu en tak dogodek, ki ga ti skuhaš za njih doma. Evo, zdaj te ne bom spraševal po posebnih receptih več iz Masterchefa, ampak te bom prosil za recept za en sendvič. Tako da tukaj je košarica iz špara, polna dobrot, in se bom prepustil, da me presenetiš in da pol skupaj uživava v enem super Masterchefovskem sendviču. Zmenjeno. Mislim, da lahko pripravim iz tega en tak bužji sendvič. The best. Luka, glede na to, da si Primorc in tam je bližina Italije in njihova, bi rekel, raznolikost v vseh kruhih, ki jih delajo, s kakšnimi vrstami kruha si delaš sendviče običajno? Najraje imam kakšno čabato. Čabata je res huda, veš, kaj hrustljava, v velike luknje noter in pač tako ne maram klasičnih sendvičev. Zato sem tudi za danes izbral enega takega malo bolj preprostega, da ne rabim tlelih cele kuharske postaje. Ampak tudi ne zgleda glih klasičen, ne? Ker rogljički so očitno začetek, predvidevam, ker jih vidim pred nama. Zakaj rogljički? Ja, rogljički bo predstavljali kruh, to pa v bistvu izvira iz tega. Moja punca je 4 leta študirala na Nizozemskem in tam ful radi jejo slane rogljičke. In dejansko pa že tako, rogljiček je ful cool oblika za sendvič. Že sam po sebi je dober, če ga pa še dodatno nadevaš s stvarmi, bo še bolj. Se čist strinjam. Tako da ga prerežeš ali odgrizneš pa pol tako kot hot dog? Ne, jaz bi ga kar prerezal, po mojem malo bolj elegantno. Oziroma lahko ga ti zarežeš zame. Super. V bistvu zareži ga v bistvu tako po dolžini, pa ne celega, sam tako čez pol, veš, da malo ostane skupaj, da se bo odprl kot sendvič. Sam ne si prst odrezal. In imamo mehak sir. Ja, malo bris sira bom jaz narezal naprej, da si ga preštimam. Se pravi, to je tak italijanski croissant. Zdaj, osnova sendviča, valjda mora biti noter neki juicy, sicer pač moja najboljša izbira za to je ponavadi majoneza. Res obožujem majonezo in jo jem s čimerkoli, jo lahko jem. Sladoled? Ne, to pa ne. Sladoled pa juha, tle zraven ne gre najbolj. Ampak tako druga alternativa, mogoče pikica bolj zdrava, je pa kremni sir. Torej, to bo v bistvu kot neka osnova, nek namaz, zato da bo sendvič dovolj sočen. Ok, pa bomo dali noter malo pršuta. Tako ful je dobro, kaj sem slišal, en trik za dober sendvič je, da meni da noter ujameš dovolj zraka. In ponovadi vedno, ko daš salamo noter, pač tako lepo vzgužvaš na kupčke. Ok, pol gre noter še bris sir. Tako bo res tak kremast sendvič, ne. Pol malo rukole. Granatno jabolko bom pa za konec prišparal. Ok, imamo rukolo, imamo to. Granatno jabolko prerežeš v bistvu po sredini, med pecljeva. Po ekvatorju. Tako. Da se ne urežeš, ker je precej trdo. Veš, zdaj imamo večinoma semen že na voljo in pol v bistvu samo tako primeš, da so prsti čez in žlico udarjaš. Šeškanje. Tako. In v bistvu, ko vidiš, ven kar padajo pač semence. Super. Ja. Tako rešiš, je pa še drugi trik, če imaš vodo, rabiš malo večjo skledo, vodo in pogledaš samo vodo in ga stiskaš ven in tako ne šprica, veš, vse strani in vse in na vrh vode pripravajo vsi olupki, zrnca pa potone na dno.
Sam to Super, pobereš ven. to je pa v skledi fino delati, ne v lijaku. Ja, v skledi. Tako, granatno jabolko damo v sendvič, zato, da so tisti taki mali tako, bunkice svežine noter, ker je malo tako sladko kislo in se bo super ujelo s kremnim namazom, pršutom, ker pršut rabi malo te kisline, da pač ga dvigne. Ne se kislina, meni se zdi, da kislino doskrat tako kar malo pozabimo, ker poživi vse skupaj. Točno to, v bistvu kislina naredi hrano dosti lažje, lahko je več poješ in bolj si želiš naslednjega ugriza. In to je tak kar kuharski trik, zakaj uporabljati svežino. Evo, naša sendviča sta pripravljena. Zelo. Fino je videti, tudi barvno. Veš kaj, jaz si bom edino, a si lahko jaz samo pol sendviča zdaj častim, pa si ostalo vzamem domov, zato ker brez nisem lačen. Ja, komot, sem lih od zajtrka. Kakšno naključje, da imamo glih tale refresh tukaj, ja? Hvala ti. Seveda, z največjim veseljem tega podam. Jaz pa priznam, da bom kar celega, ker se mi zdi zelo slasten, ampak bom vljudno počakal, da ti prerežeš. Polovico pri hranu pokrijemo. Probamo, kaj sem pripravil. Ja, deva. Če se predstavlja leto, 2 v prihodnost, ko si na kmetiji svoji, ko si samooskrben, okoliški, kakšen bi bil takrat ta sendvič? Recimo, s čim bi zamenjal stvari, kar ne bi imel na voljo? Zdaj, recimo, rogljiček se ti da narediti. Ja, rogljiček se ti da narediti in lahko vsega naredim. Imel bi domače maslo, domačo moko, naredim lahko rogljiček. Kremni sir, tudi sosed ima krave, tako da bi lahko delal kakšne mlečne izdelke, tudi naredim. Pršut bom po mojem težko delal, ker nimam pravih pogojev, da bi to na primorski buri sušil, tako da bo verjetno kakšen zašinek ali pa salama bi pasral noter. Brie sir tudi ne vem, če bi uspel narediti, ampak kakšno rikoto ali pa mozzarello bi lahko sam doma naredil, tako da tu nekaj bi bil. Granatnega jabolka tudi na Štajerskem po mojem ne bom imel, tako da tu mogoče kakšna malina pasala noter. Rukola pa tudi, sladka, ali rukola, ali špinača, ali pa kaj, to pa imam lahko vse na vrtu. Tako da v bistvu ne bi rabil dosti spremeniti za narediti sendvič, bi bil pa malo jači. No, the best. Luka, jaz ti obljubim, da ko boš imel odprt, se ti bom nenapovedano prikazal na vratih. Rekel, Luka, sendvič iz podcasta po mojem okusu si mi dolžen. In jaz ti želim veliko uspehov naprej na tvoji kuharski poti, na poslovni poti in pa, da ti rata ustvariti tam na tej svoji kmetiji eno lepo kulinarično pa trajnostno prebivališče. Res ti hvala za to popotnico in hvala za povabilo v podcast. No, z veseljem. Dober tek. Enako. Jaz sem ga pa narajmal. Koga? Granatno.